sklopu razstave oziroma njen zaključek na koncu razstave sem si zamislil, glede na to, da je delo, na katerem stojim, ki je tukaj predstavljeno, precej težko, smo si zamislili oziroma sem si zamislil interaktivno podiranje razstave. V tej situaciji, to situacijo bi rad izkoristil zato, da bi govoril o nečem, kar se meni osebno zdi zelo pomembno. O nevidnem delu tudi v umetnosti. Nevidno delo poznamo iz vseh mogočih sektorjev, mogoče se ga malo manj zavedamo v nevidni umetnosti. V umetnosti nevidno delo je običajno vse tisto ozadje, ki ga na koncu ne vidimo. Naprimer, ko se zida hiša, na koncu, ko uživamo v dnevni sobi pred gromozansko televizijo, ne vidimo več vseh teh gradbenih delavcev, voznikov bagerjev, pometačev, izdelovalcev televizij in tako naprej. Popolnoma enaka produkcijska pravila veljajo tudi v umetnosti. Kar bi rad za tem prispevkom, preden povabimo publiko, da odnese vseh teh 620 kg betona ven iz galerije naravnost v avto, bi rad dal osnovne nasvete za vse te nevidne delavce, kako naj se tega lotimo. Glede na to, da umetnost ni izključno samo ideja, včasih se zgodi, da se stvar materializira in s tem vstop neposredno v prostor navadnega sveta. Se stop iz trona umetnosti nečesa posebenega in postane nič drugega kot 32 kosov betona. In ravno ta trenutek, ko postane 32 kosov betona, se pojavi ta razlog za to nevidnost tega dela. Vsakič, ko se sprehajamo po galeriji, nikoli ne razmišljamo, kakšen involvement, kakšno vključitev je ta razstava oziroma te umetnine oziroma ta pogoj zahteval nekje v ozadju, ki ga končna predstavitev niti ne opazi. Kar bi rad zdaj povedal, je podal nekaj osnovnih navodil za vse te nevidne delavce. Za nevidne delavce se bom v tem trenutku izbral pač galerijske tehnike, pustimo zdaj računovodkinje, tajnice, pisce, tiskarje in vse ostalo. Zdaj se bom sprehodil tukaj in bom pokazal, kako se dvigne vsakega izmed teh 32 kosov. Najprej se postaviš na pravilno pozicijo. Nekaj pravil pri dvigovanju težjih bremen seveda obstaja, kot na primer zakonodaja govori, da en človek brez dodatnega izobraževanja ne bi smel dvigniti več kot 25 kg. V tem primeru je posamezni izmed teh zidakov te umetnine je težek cirka 20 kg, to pomeni, da nihče ni varen pred dvigovanjem tega bremena. Drugo pravilo dvigovanja bremen, ki zagotavlja varno delo, je dvigovanje z nogami, ne s hrbtom. To pomeni, da se ne smemo nagniti in dvigniti težkega bremena, ampak moramo počepniti in dvigniti težko breme. Tretja stvar, umetnino je treba previdno dvigniti brez dodatnih poškodb. Pri tem investiramo svoje sveže lakirane in ohranjene nohte. Obstaja nevarnost, da nas bo kaj uščipnilo in tako naprej. Na vse te nevarnosti moramo biti ves čas izrazito pozorni. Kot sem prej rekel, breme dvignemo z dvigom kolen in s tem malo si lahko pomagamo s hrbtom, ampak ne smemo nikoli obremeniti hrbta s celotnim bremenom. Zdaj smo breme pripravili na primeren dvig. Zato, da ga dvignemo v zrak, še enkrat ponovimo vajo, ga dvignemo v zrak, prenesemo do podane lokacije, že spet s počepom spustimo do tal in postavimo v varno in stabilno pozo. Pri tem moramo seveda čuvati na prste, tako na rokah kot na nogah. Zdaj bom še enkrat ponovil postopek, zato da ga utrdimo. Se pravi, počepnemo, pazimo na nohte, dvignemo v bolj mobilno pozicijo, še enkrat počepnemo, dvignemo, prestavimo, ne glede na to, kako daleč, še enkrat počepnemo in spustimo. Naslednja faza razdiranja umetniškega dela
je seveda transport izven galerije, za kar uporabimo popolnoma enako metodo. S tem se bo naša učna ura tudi zaključila. Vsem tehničnim delavcem in vsem ostalim nevidnim delavcem v galerijah želim veliko sreče in čim manj truda in prosim, da upoštevajo navodila za varno delo. Hvala. Se vam Miša? Ne. Ja,